Spoštovani obiskovalci spletne Agre, letos vas žal ne morem nagovoriti v fizični obliki v Gornji Radgoni na našem največjem tradicionalnem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Epidemija koronavirusa nam je preprečila, da bi največji kmetijsko-živilski dogodek leta potekal letos na način kot vseh dosedanjih 57 sejmov. Sejemsko dogajanje je bilo potrebno preseliti v digitalni svet. Kljub temu pa se s tem na svojstven način izpostavlja pomen nadaljevanja tradicije sejma, njegove vsebine in predstavitve kmetijstva in živilstva v Sloveniji. Zato me veseli, da vas lahko nagovorim po tej poti. Epidemija koronavirusa ne predstavlja izziv samo za organizacijo sejma v virtualnem svetu. Priče smo velikim posledicam, ki jih je pustil ta tihi sovražnik, pustil pa nam je še več odprtih vprašanj in izzivov. Z ukrepi za zajezitev so bile hitro vidne motnje v delovanju notranjega trga Evropske unije, ki so negativno vplivale na gospodarstvo v državah članicah EU. Pod izrazitim pritiskom sta se znašla tudi kmetijski in agroživilski sektor. Zaradi omejitev pretoka blaga in storitev in delovne sile, zaustavitvijo proizvodnje in s tem dobav, je prihajalo do motenj oskrbe z repromaterialom, dobavo živih živali, opremo in podobno. Prihajalo je tudi do neusklajenosti ponudbe in povpraševanja. Tako so se na eni strani pojavljali presežki proizvodnje, na primer mleka in govejega mesa, ter pomanjkanje določenih vrst sadja in zelenjave, žit, prašičjega mesa na drugi strani. Na ministrstvu, ki ga vodim, smo se vsemi sprejetimi protikorona ukrepi za pomoč in podporo kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji odzvali zelo hitro. Rezultati so bili kmalu vidni. Naš cilj je bil seveda za vse prebivalce Slovenije zagotoviti kakovostno in varno hrano. Zavedati se moramo, da morda ta kriza še ni končana, zato je nujno, da še naprej krepimo tiste sektorje, kjer ne zadostimo potrebam trga z nadgradnjo v smislu večje, okoljsko sprejemljive produktivnosti, ker je to le mogoče. Pridelovalci se morajo povezati, pridelovati in ponuditi to, kar potrošnik potrebuje in za kar je pripravljen tudi plačati. Preskrbo bomo izboljšali z inovativnim prenosom znanja med vsemi deležniki, spodbujanjem okoljsko sprejemljivih tehnologij, ciljnim sofinanciranjem aktualnih in kvalitetnih raziskovalnih projektov. Korona kriza je opozorila na pomen delujočih oskrbnih prehranskih verig, zato moramo v prihodnosti poskrbeti za strateške oskrbne verige, krepitev povezovanja, spodbujanjem poslovanja kritičnih delov verig, s pridelavo in predelavo lokalne hrane ali vsaj regionalnih surovin. To smo dolžni vsem prebivalcem Slovenije. In kako se bo ministrstvo predstavilo na letošnjem virtualnem sejmu Agra? Izpostavili bomo poklic kmeta kot sodoben in napreden poklic. Posebno pozornost bomo namenili mladim in njihovi prihodnosti v kmetijstvu. Obiskovalcem bomo predstavili aktualne javne razpise z področja programa razvoja podeželja, pomen projektov Evropskega partnerstva za inovacije, koncept projekta Podeželje prihodnosti, pametne vasi ter lider projekte z področja kmetijstva in ribištva. Predstavili se bomo tudi s promocijo lokalno pridelane hrane, s katero želimo še podkrepiti zavedanje o njenem pomenu. Gozdarski sektor pa bo v spletni Agri opozarjal na nujnost spoštovanja gozdnega bontona. Ker je letos mednarodno leto zdravja rastlin, pa bomo obiskovalce opozorili še na nevarnost prinašanja rastlin iz drugih dežel v Slovenijo. Spoštovani, vsi se zavedamo, da živimo v svetu, ki se korenito spreminja. Nove tehnologije, premiki politično-ekonomskih razmerij in spremembe v naravnem okolju pomembno vplivajo tudi na slovensko kmetijstvo in podeželje. Slovenije brez podeželja ni. Slovenski kmetje imate izjemno pomembno vlogo v družbi, ste pridelovalci hrane, skrbniki raznolikosti slovenske krajine in pomembni soupravljavci naravnih virov. Ker tudi sama prihajam iz podeželja, se še toliko bolj zavedam, kako pomembno je delo usmerjeno v dvig zavedanja o vlogi podeželja in prednostim, ki jih ta ponuja. Znanje, kreativnost, podjetništvo in povezovanje morajo postati gonilo napredka
slovenske pridelave in predelave hrane ter podeželskega prostora. Spodbujati želimo sodelovanje in plemenitenje znanja med manjšimi proizvajalci hrane, tržno naravnanimi kmetijami in podjetji, institucijami razvoja in prenosa znanja ter končnimi uporabniki. Naj se ob tej priložnosti iskreno zahvalim vsem vam kmetom, ki neumorno in vztrajno skrbite za to, da imamo na domačih mizah varno, kakovostno, lokalno pridelano hrano. Zahvala in iskrene čestitke tudi Pomurskemu sejmu, organizatorju inovativne spletne Agre. Srečno in z upanjem, da se naslednje leto vidimo zopet v živo.